Ta plakat Alp mi je vedno všeč. Številni visoki vrhovi jezera in Alpske doline. Pred nekaj dni sem našla spletno stran z vlakom okoli Alp, kjer sem dobila GPS sledi in turistične znamenitosti mest, ki obkroža Alpe ali so v Alpskih dolinah. Na pametni telefon sem naložila program View Ranger in prej omenjeno. Všeč so imeli tudi križanke o teh mestih na spletni strani, ki jih lahko rešuje med vožnjo z vlakom ali v drugih prilikah. Za koliko dni pa greš in koliko boš keširala? Izlet je relativno poceni, samo okoli 900 evrov na osebo, za 10 dni ali še ceneje. Odvisno, kje bova prenočevali. Na slovenskih železnicah bova s prijateljico kupili vozovnici Interrail Global Pass Flexi, za kateri bova odšteli 292 evrov na osebo. Sta že odločeni, da greva letos med poletnimi počitnicami na ta izlet. Živjo. Kaj pa vidve tukaj? Pa ja ne, da gre se tudi vidve z vlakom v Cirih. Sva mislili, da sva že zamudile vlak, ima v vozovnici za spalni vagon. Zapadeta v 30 minutah po odhodu vlaka iz postaje. Za vozovnici Kranj-Cirih sva plačale vsaka po 32 evrov. To je bilo še ugodno. Potem pa sva vzeli še vozovnici Cirih-Besançon, za kateri sva odštele po 100 evrov. Blagajničarka na tej železniški postaji nama je povedala, da bova morale same kupiti vozovnici na relaciji Basel-Milhausen. Vesta, greva z vlakom okoli Alp, vse je super, ampak za vozovnice bova plačale celo premoženje. Računa okoli 600 evrov za vsako odnaju. Ne moram verjeti, tudi mi da gre z vlakom okoli Alp. Škoda, da se nismo že prej srečale. Midve pa sva plačali 292 evrov na osebo za celotno pot okoli Alp.